Ko je Quentin Tarantino posnel Stekle pse, je film postal senzacija neodvisnega filma. Morda bodo Psi brezčasja Mateja Nahtigala predstavljali prelomnico v slovenskem žanrskem filmu. Režiser edinega neodvisnega filma na letošnjem festivalu je glede slovenskega žanrskega filma optimističen. Živa, pravkar smo si pogledali film, za katerega je bilo na koncu rečeno, da je popolnoma neodvisna produkcija. Kako se pravzaprav lotiti takšnega projekta? Predvsem to ne bi bilo mogoče, če ne bi bilo ogromne količine ljudi, ki so pripravljeni pomagati, se odreči honorarju, delati nehumane ure in se odrekati za nekaj, kar se lahko povrne sam z enim ogledom. Zato sem tudi na koncu zahvalil se Velenju, ker brez našega mesta in naših krajanov to ne bi bilo mogoče sploh. Film je v vseh pogledih popolnoma žanrski. Žanrskega filma v Sloveniji praktično ni. Kako v bistvu uspeti v Sloveniji žanrskim filmom in v bistvu zakaj je sploh žanrski film? Kot prvo, ne vem, kako uspeti v Sloveniji žanrskim filmom, kot drugo pa jaz bom rekel, da to, kar se zdaj dogaja, je dobrodošlo. Torej, in Idila, recimo, in Psi brezčasja, nekaj novega. Sicer žanrski film, ne maram tega, da se to zdaj toliko potencira, ker nismo odkrili tople vode, niti približno ne. Je pa dobro, da se gre v ene stereotipe, ki niso popolnoma slovenski. In to se mi zdi najpomembna stvar. Zdaj pa noir kot sam je pa zelo hvaležen žanr. Je toliko subtilen, toliko ima enih nijans, da se da ogromno enih stvari povedati. Je hkrati lahko parodija, lahko je pa tudi resna kritika, tako da zato.